Spoznajte vrhunske postelje Boxspring. Očarali vas bodo prefinjen dizajn, sanjska višina in bogata paleta barv. Doživite kraljevsko jutro. Več na www.boxspring.si. Lep pozdrav! Čas je za nov odmerek vizualnega ugodja in posnemanja vrednih zgodb. Dobrodošli v oddaji Ambienti. Smo v letnem času, ko noč kaže premoč nad dnevom. Marsikoga kratki dnevi ne veselijo preveč, ampak narava zelo dobro ve, da si mora vzeti čas za umiritev in počitek. Kaj pa mi? A bi rekli, da dovolj cenimo in posegamo po enem najbolj univerzalnih zdravil, kar jih imamo ves čas pri roki? To je spanec, ki je ne zgolj nuja, ampak temelj dobrega zdravja. Danes bomo dobre prakse in dejstva o spanju spoznavali skozi oči strokovnjakov in dobrih arhitekturnih praks. Učili pa se bomo tudi od prijaznih kosmatih bitij, ki nam glede spanja lahko dajo kar dobro lekcijo, saj prespijo oziroma predremljajo kar dobrih 80% časa. Ampak zapredli bomo malo kasneje. Najprej gremo v dom, ki sta ga ustvarila prizemljenost in skrb za trajnost. Hišo na Mariborskem Pobrežju je mlajši par izbral zaradi njene lege in vrta, hkrati pa zaradi skromnosti potreb nekdanjih prebivalcev in spoštljive umestitve v prostor. Nista se ustrašila njene starosti in slabega stanja. Med obnovo je nastal zgleden, okolju prijazen dom brez razkošja, poln topline in razumevanja. V nadaljevanju vam predstavimo hišo, v kateri kraljujejo mačke, in vam razložimo, kako je potrebno opremiti spalnico, da bo vaše spanje kar se da kvalitetno. Spoznajte vrhunske postelje Boxspring. Očarali vas bodo prefinjen dizajn, sanjska višina in bogata paleta barv. Doživite kraljevsko jutro. Več na www.boxspring.si. Spalnice so v slovenskih nepremičninah večinoma prostori majhnih kvadratur. To je zelo privaten prostor, v katerega gostje praviloma ne vstopajo, zato je pri opremljanju navadno nižje na lestvici prioritet. Vseeno pa je glede na dragocenost spanca prostor, ki mu velja posvetiti dovolj pozornosti. Prenove staromeščanskih stanovanj so velik izziv za arhitekte. V starem delu Ljubljane je arhitektka Marjetka Pajk načrtovala prenovo v 100 let stari stavbi. Po temeljiti prenovi je v 4 mesecih nastalo stanovanje z 2 spalnicama. Na kaj ste vi kot notranja oblikovalka pri oblikovanju spalnice najbolj pozorni? Kot vemo, tretjino življenja preživimo v spalnicah oziroma prespimo. Nekateri več, nekateri manj. V glavnem pozorni pa moramo biti kar na nekaj stvari, ki so temelj dobrega spanja in počutja v teh prostorih. Prva stvar je, da je prostor suh, da se ga da zračati, govorim te osnovne stvari prostora, da ima svetlobo, da poskrbimo za udobno ležišče, torej kvalitetno posteljo, da prostora ne natlačimo s preveč pohištva, da ne postane spalnica prostor za navlako, ker je pač zaprta običajno očem obiskovalcev, pa tudi nas ne moti, če so vrata zaprta, ne. Pomembne so pa tudi barve in materiali, vsekakor naravni materiali in pa umirjene barve, ki ne zmotijo našega spanca. Skoraj nobena žaluzija ali rolo ne zatemni popolnoma prostora, zato se v ta namen uporabimo tudi zavese, zatemnitvene, ki so iz gostega blaga podložene, ki ne prepuščajo svetlobe. Pozorni moramo biti tudi na ogledala, ne priporočamo ogledal nasproti postelje. Gospa Dolenc-Grošelj, zelo enostavno pa hkrati zelo temeljno vprašanje. Torej, zakaj je spanje tako pomembno? Ja, spanje je tako pomembno zato, da dobro funkcioniramo po dnevi. Se pravi, če po noči slabo spimo, se pogosto prebujamo, imamo vedno težave čez dan. Če pa po noči zadostimo tisti
kvaliteti in tej kakovosti spanja in dolžini spanja pa čez dan normalno funkcioniramo. Obstaja številka, koliko je nujno spati? Ja, imamo številke Ameriške zveze za motnje spanja, koliko je priporočljivo. Ampak če govoriva za odraslega človeka, je od 7 do 9 ur tisto, kar je nekakšno normalno. Pri starejšemu človeku po 65 let je lahko že manj kot 5 ur dovolj. Tako da ni pomembno, koliko časa spimo, ampak da se zbudimo spočiti in da dobro funkcioniramo. Odločitev, kaj boste naredili za dober spanec, naj se ne konča pri izbiri ležišča. Tu naj se šele začne. Konča pa z izbiro posteljnega pohištva, ki bo ustrezalo vašemu stilu in karakterju. Arhitektka je spalnico opremila z box spring posteljo, ki pravzaprav ni le postelja, ampak posteljni sistem. Od navadnih postelj se razlikujejo v posteljnem oziroma letvenem dnu, namesto katerega imajo ogrodje z oblazinjenim podpornim žičnatim jedrom. Postelje so višje, bolj glamurozne in luksuzne. V manjših spalnicah lahko zasitijo ambient, zato so primernejše za večje spalnice, kjer se lepše zlijejo z ostalim pohištvom. Arhitektka je spalnico opremila s popolnoma novim modelom postelje, ki je rezultat slovenskega oblikovanja. Gospod Marinšek, vi ste oblikovalec te postelje. Povejte nam, kakšna je bila pot do novega izdelka? Skupaj z vrhunskim timom smo na podlagi 25-letnih izkušenj razvili dejansko popolnoma nov koncept box spring postelje in smo še posebej ponosni, da smo to razvili v Sloveniji, da je to plod slovenskega oblikovanja in tudi lastne proizvodnje, se pravi izdelano v Sloveniji. V primerjavi s klasičnimi box spring posteljami so vzmeti iz spodnjega dela integrirali v ležišče. Tako so dobili izjemno močan podstavek z zelo dolgo življenjsko dobo, ki je primeren tudi za vodne postelje. Seveda pa imata partnerja lahko ležišča različne vrste in trdote. Ena posebnost pri tej postelji je tudi zgornji del, kjer sta tudi integrirana vložka. Vsak posameznik lahko izbira svojo trdoto, svoj material v samem vložku. Ima pralno prevleko, ki jo lahko snamemo, se pravi vzdržujemo higieno. In posebnost je tukaj, da smo ta zgornji del pritrdili na spodnji del rahlo znotraj, se pravi za zadrgo. In tukaj smo dobili gubo, ki je pa odlično primerna za postiljanje. Mi tukaj to posteljo postiljamo samo v zgornjem delu, bistveno nam olajša samo delo, predvsem pa ohranja unikaten izgled te postelje. Meni je všeč pri tej postelji, da imam občutek, da lebdi nad tlemi. To smo dosegli z skritimi nogami. S tem smo dosegli zelo veliko zračnost pod posteljo, še posebej je primerna za robotski sesalnik, predvsem za moderne hiše z talnim gretjem. Ker so postelje višje, vse do 76 cm, je bistveno lažje vstajanje in leganje v posteljo. Običajno so box spring postelje zelo težke, lahko tehtajo 100 kg ali več. Postelja, ki je rezultat slovenskega oblikovanja, je modularna. Ko se odločate za novo posteljo, bodite pozorni na njeno modularnost, kadar jo morate prinesti v podstrešna stanovanja skozi ozke prehode ali krožna stopnišča. Za nas je tukaj zelo pomemben trajnostni razvoj oziroma besedna zveza trajnostni razvoj za nas pomeni razvoj, da traja. Namreč mi danes kupimo preveč produktov dvomljive kakovosti in jih zavržemo prekmalu. Vsi se zavedamo počasi, da to naš planet ne bo zdržal. Zato smo mi tukaj želeli izdelati posteljo, katero lahko obnavljamo in podaljšujemo življenjsko dobo, z njo živimo. Vzdržujemo higieno, menjamo samo tiste dele, ki so potrebni. Spanje je naša osnovna potreba, s tem povezana tudi postelja, ležišče in bi bilo kar nerodno, da bi to prepogosto menjali. Verjetno bi bilo dobro za ekonomijo, za planet sigurno ne. Kaj bi rekli za okolje, v katerem spimo? Kateri so najpomembnejši elementi? Kaj mora biti v spalnici, da bo v njej dobro spati? Ja, v spalnici se moramo dobro počutiti, ves stres, vse skrbi moramo pustiti izven spalnice. Zelo priporočljivo je, da v spalnici nimamo elektronskih naprav, da ne hodimo spat za telefonom, da nimamo ure z rdečimi utripajočimi številkami, ki nas ves čas spominja, koliko je ura. Spalnica mora biti temna. Ljudje spimo v temi in preko dneva v dnevnih prostorih moramo imeti čim več sončne svetlobe. Spalnica mora biti mirna, se pravi, da nimamo hrupa iz okolja. Spalnica mora biti primerne temperature, nekako od 18 do 22, v povprečju 20 stopinj, raje malo manj kot več, in primerne vlage, kar je okrog 50%.
Kaj pa sam položaj spanja, veste, tisto orientacija telesa, kot so včasih govorili, glava na sever, noge na jug in te razne? Čisto klinične in druge raziskave tega niso potrdile. Pomembno je, da se počutimo dobro, da recimo nimamo vrat za glavo, da se bomo ves čas bali, kdo bo prišel noter, medtem ko položaj pa ni tako pomemben. No, in če ljudje dragocenost spanja prepogosto podcenjujemo, potem nas lahko glede tega podučijo bitja, ki spijo ali dremljajo do 18 ur na dan. Čas preživeti z mačkami ni nikoli zapravljen, je nekoč dejal sloviti psihoanalitik Sigmund Freud. In ker naša ekipa rada dobro izkoristi dane minute, smo upoštevali njegov nasvet ter obiskali Mačji dol, hišo, ki nudi zavetje zapuščenim mačkam v Škofji Loki in njeni okolici.